Zakaj se pa ne bi vi malo bolj aktiviral v politiki? Imate tu dobre ideje. A vi sploh veste, koliko sem jaz star? Jaz bom vsak čas 80. Samo še v Ameriki lahko kandidiram za predsednika. V normalnih družbah je to čas, da ljudje dajo mir in pokoj in se posvetijo osebnim zadevam. Tako jaz to vidim. Tudi zdravje mi ne služi tako divje, da bi po 15 ur na dan delal. Pošten človek mora pa v politiki delati po 15 ur na dan, samo skorumpirani lahko delajo samo 5 ur. Se bi bil lahko tako siva eminenca, ne, malo ste že siv. Siv že eminenca, pa ne. Tako da. Ne, jaz lahko največ naredim, da nekatere stvari poimenujem take, kot jaz mislim, da so. Zanj sem bil na sestanku slovenskih je bila diplomatov tam v Cankarju. Kako so sadili rožice, to je bilo neverjetno. Ampak sem se pol vprašal. Vsi so še nekako pomembni, od dr. Tirka in tako dalje. Mogoče pa prav. Ampak jaz nisem. Jaz sem trešil noter, ko, ne vem, trpano trgovino s porcelanom. Ko sem jih začel. Ampak se nisem še razburil. Največ, kar lahko naredim, je, da povem, da stvari pogosto niso take, kot zgledajo. Poglejte še drugo stran, za Božjo voljo, ljudje, no. Ne more biti res, ne morejo nam Ukrajinci poročati, da so ubili 5000, 10 000, 15 000 Rusov. Oni imajo pa 300 žrtev. Ne morejo reči, da je sesulo, da je ruska vojska sesula v Ukrajino, oni imajo pa zdaj, po 15 dneh 1500 žrtev. Vse tiste stvari, ki so bile zbombardirane, jasno vnaprej, da so vedeli, da boji so se umaknili. Sploh ni šlo za to. Govorijo o tem, kako so ustavili kolono 64 kilometrov tankov. Lepo vas prosim. Če bi Rusija hotela okupirati na ta način, bi v 2 dneh. Ampak oni dejansko počnejo nekaj drugega, tudi čakajo. Ves čas vpije Zelenski, da Rusi se niso pripravljeni pogajati. A se je on pripravljen o čem pogajati? Ali hoče samo ustavitev pa nagnati Ruse ven, kar je smešno. Tam je problem začetka. A se je NATO pripravljen pogajati o nevtralnosti Ukrajine? To je vprašanje, ki ga moramo postaviti. NATO se je pripravljen v tej vojni boriti do zadnjega Ukrajinca. In ga nič ne stane. Plačala bo Evropa, trpeli bo pa Ukrajinci. Oni bojo pa konference delali. To so realne dejstva. In tu je slog največ. Jaz sem tak v celoti gledano nesprejemljiv za kjerokoli stranko, ker preveč stvari na gliho povem. In sem nesprejemljiv za politiko. Ampak sem pa sem in tja glas vesti v tej politiki, glas opozorila. In to tisto, kar lahko naredim in kar lahko konec koncev tudi sinteza naredi, da opozori, da je v Tešu izginilo 400 milijonov, naj jih policija išče, kje so. Da zdaj le grozi, da bo tukaj izginilo tok in tok 10 milijonov. Naj policija išče. Ne, ampak tega ne bojo, te pravice ne bojo dobili. Ker se bojijo, da bojo tam v tanapčnih predalih najdel po nekaj milijonov. To so realni problemi. Ok, jaz mislim, da smo kar izčrpali malo teh vprašanj. Jaz vam želim še veliko zdravja, ja, da boste čim dalj lahko opozarjali na nepravilnosti.